Povej mi, kaj te muči danes? Sploh nisem vedela, da je to res, da po 30. pridejo težave. Naprimer, ne zdaj, da ti jaz opišem, kakšne imam jaz težave. Roke, kratke rokave, polet in potem tole neki dol visi klele. Po domače temu rečemo tudi, da se pojavijo zavesice, drugače pa strokovno rečeno, sila gravitacije naredi svoje in koža, če ni tonizirana, se pravi, če mišice niso aktivne, začne upadati. Tako da bomo danes pripravili en sklop vaj, s kateri bomo okrepili samo nadlahno mišico, zaradi tega, ker kadar se ustvari tonus v mišici, mišica dobi svojo obliko in to potem bistveno lepše izgleda in tudi sama koža je, se pravi, ni več tako, ne visi, ampak postane bolj elastična in s tem tudi bolj prijetna na pogled. Lahko pride do poškodb pri teh vajah. Zdaj, ker so mišice nadlahti vezane na komolčni in ramenski sklep, ki sta zelo majhna in tudi sta pri ženskah veliko šibkejša kot pri moških, je zelo dobro, da smo pri izvajanju teh vaj previdni, kajti komolci in ramena se bistveno hitreje utrudijo kot kakšen drugi večji sklep. Tako da v bistvu jaz svetujem, da se lotimo vaj, ki so na začetku, ki so pač lažje, enostavnejše, da pridobimo moč v rokah, v ramenskem sklepu in potem počasi postopoma prehajamo na težje vaje in s tem tudi pridemo do bolj učinkovitih vaj. In mogoče ta naša pot, ki je hitrejša, ta akcija, ki je bolj učinkovita, če mi imamo zraven kakšne ročke ali pa kakšen pripomoček za roke? Jaz bi svetovala na začetku, da delamo te vaje zgolj z lastno težo telesa, zato da obvladamo svoje telo. In ko obvladamo svoje telo, ko začutimo telo skozi vajo, kjer samo svojo težo telesa uporabljamo, imamo tudi večjo kontrolo potem pri utežeh oziroma drugih pripomočkih. Potem najprej lastna teža, potem pa druga stopnja šele določene uteži. Hvala. Dodaten napotek pri izvajanju vaj za nadlahne mišice je zraven pravilnega dihanja in zelo počasne izvedbe vaj tudi to, da naj vaši komolci ostanejo zelo ozko. Saj, če bodo ozko, boste nadlahne mišice tudi res začutili. Roke daš za telo, dlani so obrnjene proti zadnjici, to je zelo pomembno. Pomagale si bova spet z malo žogico, poravnava hrbet, trebuh lepo stisneva navznoter, narediva dolg vdih skozi nos in z izdihom dvigneva boke in se počasi spustiva, kjer pokrčiva komolce nazaj in z izdihom dvigneva. Se pravi, najpomembnejši del vaje je, ko spuščamo boke na tla, da v tem delu res krčimo komolce nazaj, zelo ozko in poskušamo začutiti to nadlahno mišico. Če ti vaja postane pretežka, lahko komolce pokrčiš manj, drugače pa dejansko probaš iz vsake ponovitve čim več odnesti in stisniti ter začutiti svoje telo skozi to vajo. Še zadnji vzdih. Se z vdihom počasi spustiš in sprostiš roke. Boke potisneš mičke naprej, roke držimo zelo ozko. Fino uporabimo center, povlečeš trebuh noter, z izdihom ga stisneš in se z vdihom s celim trupom spustiš navzdol in se z izdihom zelo počasi dvigneš. Vdih se spustiš in se z izdihom počasi dvigneš. Pomembno je, da svoje komolce čutiš ob telesu in tudi tukaj, če ti vaja postane pretežka, greš s trupom samo manj proti tlom in se počasi dvigneš navzgor. Pa res ne hitimo v vaji, stiskamo center zraven, narediš še zadnji spust, ozki komolci, dvigneš in se usedeš nazaj, položaj zajca ter počivaš. Pri naslednji vaji si bova pomagala z elastičnim trakom, tako da daš eno roko od spodaj, drugo roko od zgoraj in primeš trakec čim bliže skupaj. Preden začneš z vajo, se stabilizirava v trupu. Fino stisneš trebuh, narediš vdih in z izdihom iztegneš komolc, paziš, da poravnaš zapestje in z vdihom pokrčiš. Druga roka je fiksna. In z vsakim iztegom komolca poskušaš začutiti to nadlahno mišico, kako se vključi v vajo, kako se krepi.
Fino, lepo z dolgim globokim izdihom iztegneš, začutiš, paziš, da je center čvrst, pa greva še v zadnjo ponovitev, izdihni, stisni, vdih popustiš in pauza. Več o tem si lahko preberete v reviji Lepa in zdrava.